Živi naj si narodi, ki hleba da čaka dan, da kodar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da roja prost bo vsak, ne vrag le sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak, ne vrag le sosed bo, ne vrag le sosed bo mejak. Spoštovane občanke, občani, cenjeni gosti, nagrajence, nagrajenke, seveda nagrajenci, dober večer. Praznik nas je povezal v ta večer. Praznik občine Žirovnica. Nedavne prejemnice certifikata ISO za razvojno odličnost in doseganje standarda dobrega življenja. Iskrene čestitke! Hvala devetošolki te domače šole Emi Babič za prvo točko, našo slovensko Prešernovo himno. 3. decembra slavimo dan, ko je bil naš največji pesnik v vrbi s svojim velikim pesniškim pečatom na svet poslan. Leta 2019 pa hote ali ne hote prikliče za seboj kar nekaj obletnic. 8. februarja je minilo 170 let od pesnikove smrti. Tik pred letošnjim poletjem pa 80 let, odkar je bila njegova rojstna hiša, ki je že skoraj stoletje muzej, na posebni slovesnosti izročena v last slovenskemu narodu. Ja, silno Prešerne volje je lahko župan, da Prešeren bil njegov bi občan. No, s tem je župan k besedi pozvan. Župan gospod Leopold Pogačar, beseda je vaša. Spoštovani gostje, spoštovana poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, gospa Mateja Udovč, podžupan, kolega župan Jesenic, podžupani Kranjske Gore in Bohinja in Gori, predstavniki vaših odborov, občinske svetnice in svetniki, predstavniki društv, organizacij, ravnateljica osnovne šole, direktor Zavoda za turizem, predstavniki Slovenske vojske in policije, današnji in pretekli nagrajenci, častni občani, drage občanke in občani, prav lepo pozdravljeni. Danes je prišel zopet dan, ko Žirovnica praznuje svoj občinski praznik. Vedno znova mi je v čas, da vas ob taki priložnosti lahko pozdravim in nagovorim. Za nas, ki živimo s kulturo v srcu in ki nas še danes spremlja duh in dediščina naših največjih rojakov, je 3. december, rojstni dan našega največjega pesnika, pomemben dan. Zato se oziramo na prehojno pot in na pot, ki nas še čaka, da bomo radi in dobro živeli v vaseh pod stolom v naši Žirovnici. Je pa tudi dan, ko se spomnimo tistih, ki so v zadnjem obdobju izstopali po svojih dosežkih in prizadevanjih. Tisti, ki so za sebe in za nas storili nekaj več, ki so naredili Žirovnico prepoznavno ali so pripomogli k njenemu razvoju. Tudi tokrat bomo podelili občinska priznanja, zato spoštovane nagrajence in nagrajenke vam čestitam že zdaj in se vam seveda za vaš prispevek globoko zahvaljujem. Če pogledamo leto, ki se izteka, lahko povem. Zgradili smo novo začasno parkirišče za zdravstveno postajo na Seli, novo otroško igrišče v Smokuču, kanalizacijski sistem in javno razsvetljavo v Zgornjih Mostah, pričeli z gradnjo oziroma s prestavitvijo ceste završenca Valvazor, kjer moram poudariti, da zelo dobro sodelujemo tudi z današnjimi nagrajenci, agrarno skupnost Žirovnica.
Pričeli smo z aktivnostmi za nov razvojni program do leta 2030 in k njegovemu nastajanju ste bili povabljeni vsi občani in občanke. Skupaj z Ministrstvom za kulturo smo kupili nepremičnine v Vrbi. In seveda moram reči, da smo že pristopili k izdelavi ustrezne dokumentacije, idejnih zasnov, tako da ne bo več izgovorov. Odpirajo se nove možnosti razvoja kulturnega turizma in prezentacije kulturne dediščine. Posebno pa upam tudi razvoja pesnikove rojstne vasi. Intenziviramo aktivnosti delovne skupine za varstvo starejših s ciljem, da v Žirovnici dobimo dom starostnikov. Dogovorili smo se z državo in zadnjimi lastniki zemljišč za odkup zemljišč, ki so potrebna za rekonstrukcijo ceste za Breznica. Skupaj z direkcijo izvajamo aktivnosti pri odkupu zemljišč za daljinsko kolesarsko stezo, ki bo povezala Zgornje Savsko dolino skozi Žirovnico do Radovljice. Obvoznica Vrba je v planu, parkirišče Rotine smo tik pred izvedbo. Seveda lahko omenim še drobne zadeve, kot je nakup defibrilatorja, reševalnega vozila in še kaj bi se našlo. Za nami pa je tudi cel kup kulturnih, športnih in družabnih dogodkov, ki ste jih pripravila društva in posamezniki, ki delujete na območju naše občine. Brez vas tega dela kulturnega, športnega in družabnega življenja v občini enostavno ne bi bilo. In kaj nas čaka v prihodnosti? Seveda, dokončanje razvojnega programa, izgradnja obvoznice Vrbe, parkirišče na Rodinah, rekonstrukcija cesta, dograditev vrtca, doma starostnikov, nov gasilski dom, razvoj turizma in še bi lahko našteval, skratka ne bo nam zmanjkalo ne idej, ne potreb in ne dela. Po 13 letih vodenja občine lahko samo še enkrat ponovim stare, ki sem ga že večkrat izgovoril. Lepo je biti župan v občini Žirovnica, z vsem, kar prinaša položaj župana v smislu pristojnosti in obveznosti. Čeravno nekateri nikoli niso in ne bodo zadovoljni z ničemer. V resnici pa kot protiutež ne ponudijo neke resne alternative ali konstruktivne vizije. Tudi očitki o partikularnih interesih v resnici vodijo njih same. Rad bi izkoristil to priložnost in jasno ter glasno povedal, da vsi, ki so ustvarjamo razvojne politike občine, ne razmišljamo tako. Vodi nas javni interes. Žal je pa tudi res, vsega se ne da povedati, kaj še ne narediti. Predvsem zaradi zunanjih vplivov, kot je zakonodaja, odvisnost od državnega proračuna in še bi se kaj našlo. Se mi pa zdi, da prihajamo v neko novo obdobje. Obdobje, ko se odločamo, kako naprej z razvojem in življenjem v naši občini. Pa ne samo v smislu priprave novega razvojnega programa, temveč tudi kot odziv na priložnosti in spremembe, ki jih prinaša po eni strani čas, po drugi pa okoliščine, v katerih živimo. V resnici nimamo večjih težav kot nekatere občine. Ne z vidika okoljske problematike, ne z vidika naravne ogroženosti ali česarkoli drugega. Nimamo afer, nismo prezadolženi in imamo, kot velikokrat rad rečem, kljub majhnosti vse, kar imajo veliki. Naprimer, ne smemo pozabiti, da se naše odpadne vode čistijo v centralni čistilni napravi v Radovljici. Smeti odvažamo na Jesenice, ker smo k sreči solastnik deponije na Mali Mežakli. Ali drugi primer, ko se cela Slovenija sooča s pomanjkanjem zdravnikov, imamo mi na sebi 2 ordinaciji, z 2 zdravnikoma splošne medicine, 2 zobozdravnika, referenčno ambulanto splošne medicine in odlično lekarno. Veste, vse to niso naključja in vse to je bilo treba vložiti veliko napora in pogajalskih sposobnosti. Dejansko se po mojem mnenju nahajamo pred razpotjem, ko nekateri samo radi živijo v občini, imajo zagotovljeno infrastrukturo in mir, spet drugi pa bi radi razvijali turizem, gospodarstvo in še kaj. Pri vsem tem pa ne smemo pozabiti na naravne vire, kot so voda, zemlja in čisto okolje. Nikakor pa ne smemo pozabiti na tisto, kar največ šteje, na nas same, na naše otroke in na naše starejše. Za ene moramo poskrbeti, da bodo zrasli in se razvili v pozitivne, ustvarjalne ljudi. Za druge pa, ker jim to dolgujemo, da smo sploh prišli do sem in da smo to, kar smo. Zato je naša dolžnost nuditi jim pogoje za mirno in varno življenje v 3. življenjskem obdobju.
Vse to so izzivi, ki nas čakajo v prihodnosti in od nas samih je odvisno, v katero smer bomo šli. Verjemite mi, vse ostalo, kot so ceste, kolesarske poti, pločnik, vrtec, se bo zgodilo slej ko prej. Le določen čas rabimo za vse smiselne in nesmiselne birokratske postopke in prepreke. Skratka, spoštovane in spoštovani, stopimo iz lastne cone udobja, pogovarjajmo se, predvsem pa se poslušajmo in se poslušajmo tudi slišati. Bodimo pozitivni. Ozke interese pa pustimo za vrati naših domov. Današnji nagrajenci so zanesljivo stopili iz cone lastnega udobja in se verjetno niso obremenjevali s tem, kaj mislijo drugi. Sledili so svojim sanjam, interesom, sposobnostim in verjeli so v sebe in v druge. V nasprotnem primeru mi lahko verjamete, ne bi bili med letošnjimi izbranci. Naj se na koncu še zahvalim občinskim svetnicam in svetnikom, odbornikom in vaškim odborom, ter seveda občinski upravi in podžupanu Sebastianu Zupanu, ter na vsezadnje vsem vam za sodelovanje, za pomoč, nasvete in kritike. Le skupaj smo lahko kreativni in ustvarjalni. Vsem, ki ste danes pripravljali današnjo prireditev, gledališču Toneta Čufarja v osnovni šoli, Zavodu za turizem in kulturo, pa seveda iskrena hvala. Preživite lep večer še naprej in vabim vas, da po prireditvi ostanete še z nami v šolski jedilnici, kjer bomo poklepetali in si izmenjali mnenja. Čestitke in srečno žirovnica! Proslavo bomo nadgradili z nagradami in priznanji. Najprej vabim podeljevalca, ki je razviden iz naziva priznanj, županovih priznanj. Ta so letos 3, kot vse naj stvari. Prejemnik županovega priznanja je Matej Zupančič. Matej Zupančič je vsestransko talentiran, bister in prizadeven dijak, ki je vse letnike šolanja na gimnaziji Jesenice zaključil z odličnim uspehom. In vsako šolsko leto odhajal na zaslužene počitnice z zaključenimi peticami pri vseh predmetih. Odlikujejo ga delavnost, odlična organiziranost, predanost zastavljenim ciljem, zanesljivost in odgovornost. Svoje gimnazijsko izobraževanje je zaključil z izrednim rezultatom na maturi. Postal je zlati maturant in dosegel 33 točk od 34 možnih. Samo vprašance, Matej, poleg čestitk seveda, kje zdaj žanjete petice oziroma desetice? Na fakulteti za matematiko in fiziko smer matematika. Bi se dalo slutiti. Veliko uspehov! Prejemnik županovega priznanja je Sven Petrik Ovšehra Prešeren. Svena ni nocoj z nami, bo pa priznanje prevzela njegova mami. Nekaj besed bo pa vendar deležen. Sven je od leta 2017 do leta 2019 obiskoval program Mednarodna matura na gimnaziji Kranj in maturo opravil z odliko. Dosegel je 42 točk od 45. V času šolanja se je izkazal za enega od akademsko najmočnejših dijakov, ki je imel nadpovprečne rezultate pri vseh predmetih. Svena odlikuje izjemna zavzetost pri učenju, v poseben izziv mu je študiranje najzahtevnejšega učnega gradiva. Po duši je humanist, ki ga med drugim navdihuje študij jezikov, filozofije in literature in je pravi poliglot. Iskrene čestitke, naj pa gospod mamo vprašam, če nam kaj sporoča nagrajenec.
Najbolj bi bilo, da bi on povedal, sicer pride šele v ponedeljek 9. decembra iz Cambridgea, tako da ob kakšni drugi priložnosti bo pa on povedal. Tam študira? Študira na Cornell King's University, se pravi univerzi v Cambridgeu v Angliji, keltske in nordijske jezike. Wow. Ampak vseeno si ne morem kaj morda tudi v vašem imenu in upam brez zamere. Koga pa ne, če imamo, da vprašamo, odkot takšno ime in kaj nam pove? To je pa irsko ime, aktivist irščine, tako da zelo me zanima irščina že v osnovni šoli, tako da se je to dodal kot umetniško ime. Že sam? Že sam. Pogumno, bravo, Sven, za pogum. Jaz pa ne bom ponovila imena, ker se bojim, da ne bo šlo. Prejemniki županovega priznanja so Jure Hočevar, Ijan Logovšek in Taj Logovšek, vsi gasilci prostovoljnega gasilskega društva Zabreznica. Cilj vsakega orientacijskega tekmovanja je s pomočjo zemljevida in kompasa v najkrajšem času priti od štarta do cilja ter pri tem najti vse kontrolne točke. Gasilska orientacija je posebna po tem, da ima na kontrolnih točkah tudi različne naloge iz gasilskih veščin. Naši tekmovalci Jure, Ijan in Taj so se najprej udeležili tekmovanja Gasilske zveze Jesenice. S prvim mestom so se uvrstili na regijsko tekmovanje Gasilske zveze Gorenjske, ki je bilo 8. junija v občini Cerklje. Tukaj so v konkurenci ekip 10 gorenjskih gasilskih zvez ponovili prvo mesto in se s tem uvrstili na državno tekmovanje. To je potekalo 14. septembra na Kompah na Koroškem, na njem pa so sodelovali ekipe iz 17 gasilskih regij. Tam so z odličnim rezultatom ponovno potrdili prvo mesto in postali državni prvaki v kategoriji pripravnikov. Tako izurjeni so brez zemljevida in kompasa brž najdli oder in nagrado. V glasbeni govorici bi delo superiornih gasilcev označili za allegro, to pomeni živo, hitro ali decizo, odlično, kakor ocenjujemo mi. Vse skupaj, vsem nagrajencem, vsem prejemnikov županovih priznanj bi lahko določili to oceno in iskrene čestitke dodajamo zraven in najlepša vam hvala. 3. december si je občina Žirovnica izbrala za svoj občinski praznik in to je dan, ko podelite občinska priznanja, plaketo občine Žirovnica, priznanja in pa seveda tokrat je bil izvoljen tudi predlagan častni občan. Ja, res je, tako kot vse občine je seveda tudi občina Žirovnica izbrala svoj dan, ko praznuje občinski praznik. Logična odločitev takrat je bila, da je to rojstni dan našega največjega rojaka, našega pesnika dr. Franceta Prešerna. In nasplošno je znano, da iz Žirovnice že v preteklosti izhaja cel kup znanih, modrih ljudi, ki so nekako temeljili slovenski jezik in tudi slovenski narod. Tudi danes se znajdejo med nami ljudje, ki storijo nekaj več, ki izstopajo in seveda občinski praznik in občinske priznanja in nagrade so odlična priložnost, da se tem ljudem zahvalimo in jim rečemo seveda hvala in izkažemo to pozornost v obliki nagrad in priznanj. Kot smo slišali v obrazložitvi, je občina Žirovnica dobila tudi poseben certifikat? Ja, gre za zlati kamen ISO in za kvaliteto življenja in za razvoj in seveda nam je to, ker ga podeljuje neodvisna inštitucija, v veliko veselje in čast in seveda tudi nekako smernica za naprej, to se pravi, smo na pravi poti. Zgradili ste parkirišča, potem tudi igrišča za otroke, skratka, precej stvari ste naredili v letu 2019.
Obenem pa tudi ste se pohvalili, da kjer povsod tarnajo za medicinskim osebjem, pri vas imate pa posebno srečo. Ja, seveda, glejte, osnovna dolžnost in naloga občine je, da vodi razvoj, da vodi investicije, da zagotavlja vse tisto, kar občanke in občani potrebujejo, bodisi za kvaliteto življenja ali pa osnovno infrastrukturo. In ja, tudi uspelo nam je, kar se tiče dejansko zdravnikov. S tem se niti ne hvalim preveč, da nam ga ne bi katerega vzeli, ampak ja, trudimo se in seveda tudi v naslednjih letih bo tako. Postali ste častni občan občine Žirovnica, vaša pot je bila plodna in najprej ste bili zaposleni v Dominvestu na Jesenicah, ker ste zaslužili tudi pokojnino, in kasneje ste bili aktivni tudi v razvojnem programu občine Žirovnica in kar veliko prinesli, kot ste sami rekli, kanček v mozaiku. Jaz pa mislim, da ni bil kanček. Kaj vam pomeni ta naziv častnega občana? No, moram reči, da zelo veliko. To je čast, ki jo ni za zanemariti. Prav gotovo, da sem ponosen na ta naziv, ki sem ga dobil. Moram pa reči, da sem jaz Žirovnico kontaktiral ne samo za nastavljanje nove občine, že veliko prej. Omenili ste Dominvest, še prej bilo stanovanjsko podjetje, Zavod za stanovanjsko komunalno gradnjo Jesenice. No, pa že leta 60 naprej sem se jaz Žirovnico srečeval kot jeseniški občan, pač na komunalni infrastrukturi, tako da sem jaz prišel v Žirovnico leta 1979, so razmerno poznano okolje. In takrat naprej smo pač začeli kot občinski svetnik na Jesenicah, poskušali čim več spraviti v Žirovnico, kasneje tudi za novo občino in jasno, več ali manj nam je bilo jasno, kaj želimo tu imeti. Pripravili smo prvi razvojni načrt, mislim, da še danes je osnova za nadaljno delo, zdaj je župan rekel, da pripravljajo novega in se počasi uresničujejo tiste zadeve, ki smo jih takrat postavili in zapisali, kaj hočemo v Žirovnici imeti. Tako da moram reči, da sem ponosen, da imam to priznanje, sem pa ponosen tudi na delo, ki sem ga opravil. No in seveda brez tega, da ste bili predsednik Čebelarskega društva Antona Janše, to pa morava omeniti. Ja, moram reči, da jaz v mladosti nisem čebelaril. Tudi družina, tudi oče ni čebelaril. Vendar mi je v času mojega županovanja Čebelarsko društvo Antona Janša pač nagradilo, ne vem, ali pa podarilo en panj, poln čebel, in potem še takratni oziroma sedanji predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč tudi enega in sem razmišljal, kaj zdaj z njim narediti. Sem rekel, kar mi je podarjeno in dano, ne moram jaz dati naprej, pa sosedu pa završiti, bom pa začel čebelariti. No in pred cirka 11 leti, 12 leti sem začel čebelariti, potem prevzel predsedstvo in 10 let oziroma 8 let vodil to društvo. Iskrene čestitke ob tem nazivu častnega občana in naj vam še dolgo, dolgo služi. Hvala lepa tudi vam. Vi pa ste športnica, ker je občina Žirovnica tudi športni del in seveda dobila ste plaketo. Kaj to za vas pomeni? To je zame velika čast, ker sem ravno letos zaključila svojo kariero. Žal se je končala zelo zgodaj zaradi poškodbe, ampak mi je veliko čast, da mi je tudi to leto občina podelila plaketo. In kje ste bili aktivni v športu? Moji začetki so bili v občini Žirovnica, kljub temu, da sem potem nadaljevala na Štajerskem v Novi KBM Maribor, Branik v Mariboru. Z njimi sem tudi dosegla svoje največje uspehe kariere, poleg uspehov v reprezentanci, in v Mariboru sem tudi kariero zaključila. Vi ste prevzela nagrado v imenu vašega sina, pa mogoče vam vprašanje, čeprav bi bilo bolj primerno za njega. Kako sploh postati zlati maturant? Je potrebno veliko sedenja ob knjigah? Ja, Sven je kazal že za vse zgodaj že ta dognanost do študija, do dela, se pravi, že ko je bil v osnovni šoli, sem ga videla, kako se je učil, koliko časa je preživel za knjigam, tako da v bistvu je to samo nagrajeval in potem na vse zadnje se mu je to vse poplačalo. In kaj sedaj študira? Zdaj pa študira na Cambridgeu, na univerzi v Cambridgeu, in sicer študira nordijščino, islandščino, staro angleščino, irščino
in pa latinščino. Iskrene čestitke v imenu nas in gledalke in gledalcev Gorenjske televizije za njega. Ja, najlepša hvala tudi vam. Frank Mlačnik, najprej naj ti v začetku iskreno čestitamo plaketi občine Žirovnica. Hvala lepa. Ob sami obrazložitvi smo slišali, kako si aktiven. Glede na to si bom dovolila, da te tikam, ker sva oba člana medobčinskega društva slepih in slabovidnih v Kranju. Ne nazadnje pa danes praznujemo tudi dan invalidov. In ti si aktiven v kolesarstvu, v športu, v šahu, skratka na velikih področjih. Kako ti vse to uspeva? Ja, najbolj se mi zdi, da sem dobil to plaketo zaradi šahovskih uspehov. Jaz sem reprezentant, to se pravi slepega šaha, reprezentant slovenske reprezentance v slepem in slabovidnem šahu že v leta 92 in seveda v teh skoraj 30 letih se je nabral kup nastopov. Tako kot je bilo povedano, sem prepotoval več ali manj celo Evropo, pa še bil sem v Indiji, pa v Braziliji in to je bilo tekmovanj, mislim, da če zdaj rečem olimpijad, evropskih, svetovnih in vseh prvenstev, mislim, da sem bil na 20, potem pa še vsi mednarodni turnirji, ker je tudi 3-4 so bili na leto, pa še vse državna prvenstva, in to mislim, da je glavno bilo za to plaketo, pač šahovski moji uspehi, tudi 13-krat sem bil državni prvak med slepimi šahisti. Tega se je kar dosti nabral. Drugače pa, ja, počnem še kar razne stvari. Pripravljam se, da bom posnel CD, to se pravi z lastne skladbe na harmoniko. To ti je v največje veselje, kadar vzameš črne tipke v roko in zaigraš. Ja, fajn je, ja, zdaj imam doma, do poldne, ko sem sam, ko gre žena v službo, v otrokovo šolo, ja, grem dol v Kivder, sam zaprem vse vrata in skladam in igram in mi je lepo. Seveda igraš tudi na različnih prireditvah v samem društvu v Kranju in verjetno še kje drugje, pa tudi v Žirovnici. Igraš pa tudi v gledališki skupini. Igral sem v gledališki skupini slepih pa slabovidnih, ja. Mislim, da mi manjkajo 4 predstave, pa bi bilo 100, ampak zadnjih 10 let zdaj nisem več, tako da mogoče sem še kdaj lotil vsej za 4 predstave, da bo 100, da bo okrogla številka. Jaz sem ljubitelj številk, in bi bilo to zelo dobro, da bi bilo 100. Je to taktirka tvoje žene Mateje, ki je bila tudi režiserka naše prireditve ob 70-letnici? Nisem razumel od začetka, kaj ste vprašali. Je to taktirka tvoje žene Mateje, da si igral v gledališču? Ja. Mislim, Mateja me je navdušila za gledališče. Jaz sam prej, ko nisem poznal Mateje, nisem igral, tako da dejansko je vplivalo na to. Če Mateje ne bi bilo pri gledališču, verjetno jaz danes ne bi nobene predstave odigral, zdaj sem jih pa skoraj 100. Čestitke, Frank, ob tej plaketi, naj ti bo v ponos in jo hrani na enem skrbnem mestu. Hvala lepa. Vi ste iz agrarne skupnosti Žirovnica in tokrat od občinskem prazniku ste dobili posebno nagrado občine Žirovnica, seveda za vaše vestno delo na Žirovniški planini. Tako, ja. Mi smo agrarci kot delovni ljudje, kmečki ljudje, in bi to tudi naprej rad ostalo, da bi se čim več naredilo v korist vseh planin. Koliko vas je v agrarni skupnosti? V agrarni skupnosti nas je 50 članov. In postavili ste tudi pastirsko kočo tam na Žirovniški planini. Na Žirovniški planini smo popravili star objekt, ki je bil prej hlev, sedaj je pa namenjen za druge stvari, kot shramba, za druge namembnosti, za skladišče in malo še tudi za živino, hleva. Koliko časa se pase živina poleti na Žirovniški planini in koliko imate živine, koliko konjev, koliko? Živine imamo okoli 60 govedi, 30 do 35 konjev in nekaj ovac, tudi do 100 ovac se pase na stolu. Čestitke vsem skupaj in še veliko dobrega dela na Žirovniški planini. Če pa kdaj pridem, se pa vidimo. Hvala lepa, tudi vam.